Spoštovane in spoštovani, pričenjamo z nadaljevanjem programa novinarske konference, športno-novinarske konference v sport, tako da sedaj se premikamo že v zadnji del, ki je zmeraj bolj atraktiven. Do sedaj je bilo res zbrano družbo zelo lepo poslušati. Sedaj se mi je modro pridružil Sandi Škvarč, ampak njegov sogovornik pa prihaja iz drugega okolja, ki bo sam tudi povedal. Na oder vabim gospoda Tomaža Ambrožiča, ustanovitelja agencije Sport Media Focus. En aplavz, prosim. Povabimo še ljudi v dvorano, tiste, ki so zunaj. Tomaž, dober dan, lep pozdrav, dobrodošel v Ajdovščini. Mislim, da smo se nazadnje videli na kakšni nogometni tekmi v Ajdovščini. Ja, hvala lepa za vabilo. V Ajdovščini sem že igral kot rokometaš, kakšnih 40 let, 35 let nazaj. Ja, velikokrat pa iz tistega mojega celjskega nogometnega obdobja pa zelo velikokrat v Ajdovščini na stadionu. Dolgo se poznava, tikala se bova tudi mi dva tule na odru. Nekaj besed pravzaprav najprej o Sport Media Focus, torej o podjetju, s čim se ukvarja, kaj počne. Leta 1997 sem skupaj še z dvema partnerjema ustanovil agencijo. Takrat smo se imenovali SVRSA, tako čudno ime. Eden od partnerjev je imel tako mrežo podjetij na področju bivše Jugoslavije, ki se je ukvarjala s trženjem, z marketingom. Mi smo se v Sloveniji takrat usmerili v ta športni marketing, kar me je zanimalo. Kakšnih 7-8 let nazaj smo podjetje preimenovali v Sport Media Focus. Smo agencija, kjer nas je 16, relativno kar velika za neko tako nišno področje, trženje in komuniciranje v športu. Mi se ukvarjamo z različnimi projekti, ki so večinoma vsi povezani z športom, z marketingom, z organizacijo dogodkov, z sponzorstvi, z svetovanjem podjetij, kako izkoristiti sponzorstvo, kako najti pravo sponzorstvo, kako monetizirati te vložke, o katerih smo tudi danes govorili, strani sponzorjev, tako da je kar dinamično delo. Torej, Tomaž, v vseh pogledih pravi sogovornik tudi za našo družbo, za ta večer, ki smo ga pripravili v Ajdovščini. No, da bomo aktualni na samem začetku. Tvoj pogled na Planico, na samo organizacijo dogodka, je bilo narejeno vse tako, kot mora biti iz tega zornega kota? Ja, Planica je bil, svetovno prvenstvo Planice je bilo eno največjih športnih tekmovanj, ki smo jih v Sloveniji imeli. Veliko je bilo sicer polemik, morda ni bilo ravno takšno, kot smo vsi pričakovali, kar se obiska tiče, ampak se mi zdi, da je bilo zelo dobro organizirano, da so bili morda odmevi tudi tujini boljši kot morda na začetku pri nas. Na koncu, hvala Bogu, tudi z slovenskim športnim uspehom, kar je pomembno. Se je pa morda pokazalo, to, kar je verjetno organizatorje malce zavedlo pri načrtovanju, da so zimski športi izjemno močni na televiziji, kar se tiče gledanja, kajti čas za obiskovanje športnih dogodkov je vendarle manj primeren kot v nezimskem obdobju. In je morda ta ocena, da se bo zbralo tako veliko število gledalcev, bila nekoliko pretirana, kajti tudi na nogometne tekme ljudje, kadar je sneg ali pa nič stopinj, 2 stopinje, redko kdo gre. Tako da je v bistvu težje se odpraviti na ogled smučarskih dogodkov, kot pa recimo v neke dvorane. Tako da tukaj morda so bile pričakovanja malce različne, ampak drugače se mi pa zdi, da je bil dogodek izjemno uspešen. Tudi zelo pomembno, da ga je Smučarska zveza pripeljala v Slovenijo, kajti vendarle je Slovenija pridobila sredstva, ki so bila porabljena v Sloveniji. Tudi mislim, da bo državni proračun bil na račun tega dogodka precej bogatejši, oziroma kar nekaj denarja se bo steklo, ki je prišel v Slovenijo iz tujine. Se pravi, ne gre za denar, ki se je tukaj ustvaril, ampak iz tujine, in je to vedno dobro, ker v bistvu tudi šport pokaže, da lahko vrača denar, ne da samo potrošnik. Eno tako splošno mnenje, včasih smo rekli, da smo Slovenci smučarski narod, pa smo res? Slovenci so predvsem izjemno športen narod. Jaz moram reči, da v zadnjih letih, ko se s tujimi partnerji, znanci pogovarjam, vedno pogosteje nas sprašujejo, kaj je pravzaprav vaš razlog, da ste tako uspešni na vsem področju. Res je, da v tistim še
pred, bom rekel, obdobjem samostojnosti smo bili najbolj poznani kot nek smučarski narod na račun uspehov od Bojana Križaja naprej in ostalih smučarjev. In tukaj se nas je nekje prilepila ta označba, da smo smučarski narod. Ima smučanje kar močan del v našem DNK-ju, vsi ti zimski športi, zagotovo, ker je pač okolje takšno, ampak v zadnjih 10-15 letih se mi pa zdi, da smo dokazali, da nismo samo smučarski narod, kar brez dvoma do neke mere smo, ampak smo pravzaprav v vsaki športni panogi, ki se lotimo resno, načrtno, z jasnimi cilji, lahko pridemo do samega vrha. Ne. Še posebej se mi pa zdi pomembno, da smo Slovenci to spoznali v ekipnih športih, ki so drugačni od individualnih športih, ker je zelo odvisno tega, da ima nekdo jekleno voljo, sposobnost ustrajanja in zelo močan fokus, da doseže tisto, kar si želi. V ekipnih športih je pa to bistveno težje, ne. In to, kar nam je uspelo že s nogometom, da smo se bili sposobni vrstiti na velika tekmovanja, da ne govorimo za zlato medaljo v košarki, z uspehi odbojkarjev, rokometašev, hokejistov, res se nam čudijo. In vse te statistike, ki se delajo, ko se upošteva velikost, število prebivalcev, pa recimo bruto domači proizvod, po uspehi smo absolutno številka 1 na svetu. In mislim, da je prav, da se tega zavedamo in da na tem gradimo, kajti to je naš DNK. In tudi niso vsi celo življenje v športu. Nekdo, ki je vrhunski športnik, ki konča kariero, je še vedno lahko ogromno da družbi, je lahko zelo, zelo uporaben, koristen, ogromno mu šport da. Zato se mi zdi, da je pomembno, da ta šport gradimo in ga gledamo širše, ne samo skozi tisto kratko obdobje, ko je športnik lahko tekmovalec, doseže rezultate, ampak te športniki so vzorniki, lahko in navdahnejo tudi ljudi na drugih področjih, umetnosti, kulturi, znanosti, kajti to, da si nekdo želi biti najboljši na svetu, da je sposoben priti, to je super. Mislim, da nam je to manjkalo kakšnih 20 let nazaj, ko smo vsi govorili, mi smo majhni, mi ne moramo biti veseli, kakorkoli dosežemo, potem pa vemo, da imamo danes športnike, ki pa pravzaprav se s tem ne zadovoljijo in želijo biti najboljši na svetu. In to je super in super je, da navdahnejo tudi podjetnike, da podjetniki tako razmišljajo. Ne? In samo tako bomo kot družba uspešnejši, bogatejši, drugega bomo spodbujali, iskali navdihe pri tem, da nekdo zmore. Če smo včasih samo sanjali, da bomo lahko na Tour de France zmagovali, smo danes prišli do tega, da smo pravzaprav slabe volje, če ne zmagamo. Ne? Kar nekaj izhodišč tudi za nadaljevanje pogovora. Je neka inercija še vedno, da lahko tisti, ki se ukvarjajo s smučarjem, lažje pridijo do sponzorjev, pa ne vse skupaj nazorim tudi z eno šalo. Sredi poletja so enega atleta videli, ko je šel s smučkami na ramih sponzorjev, so ga vprašali, zakaj, je dejal, zato ker smučarji lažje dobijo sponzorje. Ne bi rekel, jaz bi predvsem eno stvar, kar mislim, da je bilo tudi danes že na nek način izpostavljeno ali pa je bilo jasno videno. Smučanje je šport, dobi tudi precej denarja, ker je po televiziji, sploh v zimskem časovnem obdobju, so to zelo gledani prenosi. Ne? In to je seveda tisto, kar oglaševalce, medije, tudi sponzorje zanima. Ampak največji sponzorji v smučanju, pa verjetno tudi v ostalih športih, so starši. Pa ne samo na primer Andrej Slokar, ki je zelo močno izpostavljen. Praktično vsak, ki trenira smučanje, brez močne podpore staršev ne more nikamor priti. In tako da v bistvu so starši tisti, ki so običajno v ozadju, ki ogromno premoženja morajo nameniti temu, da v bistvu lahko otroku omogočijo treniranje, ne glede na to, da bo na koncu uspelo narediti kariero, ki jo pač uspe narediti določenem odstotku. Mislim, da je danes večji problem v Sloveniji v tem, da imamo, pa to ni težava, ampak to je objektivno dejstvo, preveč dobrih športnikov za 2 milijona prebivalcev. To, kar je prej Valter omenil, točno drži. Mi potrebujemo namesto 2 milijona, bi nas moglo biti 5 milijonov. In če bi bilo nas 5 milijonov, bi verjetno imeli enake, podobne športne uspehe, dvomim, da bistveno večje, ker so že zdaj izjemni, samo imeli bi in javna sredstva bistveno večja, bistveno več podjetij bi imeli večje proračune, ki bi jih lahko namenjali sponzorstvu. Kajti, če se danes mi primerjamo recimo z Avstrijo, s katero se radi primerjamo, vidimo, da je njih 8 milijonov in
So športne panoge, kjer so morda malenkost pred nami, ampak je pa zelo veliko športnih panog, kjer pa nas oni gledajo v hrbet, z bistveno več sredstvi. Oni imajo se lahko vendarle pri 8 milijonih lahko več denarja, tudi klubi dobijo pri vstopninah, medijske pravice predstavljajo neke prihodke, pri nas tega ni. Je pa zato morda motiv večji, tisti nek, rečejo Hrvatje, inat, da pravzaprav narediš, imaš izziv, tako kot je vaš uspešen rejni voznik prej omenil, da slabšim avtom si boljši od drugih. Ne. To je tisti izziv, ki šport poganja vedno na vseh področjih. Torej, potem takem je z tega sponzorskega zornega kota ni v Sloveniji več dovolj denarja za še več vrhunskosti, no tako? Mislim, vedno je, absolutno je vedno. In mislim, da se tudi v Sloveniji v zadnjih 15-20 letih gre precej denarja v slovenski šport. Mi smo delali tudi v agenciji že v preteklosti določene analize. Gospodarstvo na letni ravni v celotni šport vloži kakšnih 70 milijonov evrov. Javna sredstva, recimo vemo, da na državni ravni letni program športa v Sloveniji nameni športu tam približno 25 milijonov evrov. Fundacija za šport še kakšnih 10-12 milijonov evrov. Po mojem mnenju so predvsem javna sredstva tista, ki so premajhna za tako velike uspehe, ki jih šport dosega. Težko je pričakovati, da bo gospodarstvo še bistveno bolj vlagalo, čeprav so še zagotovo tudi rezerve tukaj. In sem vesel na nek način, da se je vsaj v državi ta miselnost tudi na državni ravni spremenila in da je šport zdaj postal del Ministrstva za gospodarstvo in turizem in da so tudi napovedi takšne, da bo šport iz javnih sredstev dobil več denarja, ker mora dobiti, še posebej na tem nacionalni ravni, kar se tiče nacionalnih zvez, reprezentanci in podobno, ker bo to na nek način tudi sprostilo določena sredstva, ki jih imajo zveze tudi za delo na nižjih klubskih ravneh, na tem spodnjem delu piramide. Je pa res, da verjetno nikoli klubi v Sloveniji bojo težko služili denar od prodaje vstopnic na takšen način, kot je to v Nemčiji ali v drugih večjih državah, ker so številke v lokalnih skupnostih, kjer so pač ti klubi delujejo enostavno premajhne, da bi lahko računal, da boš prodal po 3000 vstopnic na vsako tekmo in da boš na tem gradil svoje prihodke. Torej, ni kritične mase v Sloveniji. Ja, teh 2 milijona nas je in nas kaj kmalu verjetno ne bo bistveno več. Je pa po drugi strani pa dobra ena druga stvar, da slovenski šport postaja po moji oceni pomembna izvozna panoga, čeprav morda na prvi pogled ne deluje kot takšen, ampak jaz sem prepričan, da že danes slovenski športniki, ki denar služijo v tujini, zaslužijo približno 100 milijonov evrov na leto. Vse te davke plačujejo večinoma v tujini, ampak precej tega denarja pa na koncu se potroši v Sloveniji. In iz te potrošnje konča spet velik del denarja v davčnih blagajnah, kar pomeni, da se na račun tega, da Luka Dončić, Anže Kopitar, Jan Oblak, Goran Dragić, Pogačar, Roglič, pa še potem številni, kot je bil Walter in ki so igrajo v ekipnih športih, služijo denar v tujini, plačajo tam davke. Ta denar na koncu konča in pravzaprav mora biti tudi v interesu države in mislim, da se zdaj zgodbe spodbujajo drugo se sledijo. Vedno več imamo tako uspešnih športnikov, ki lahko služi denar v tujini in to spodbuja mlade, da grejo po njihovih, jaz mislim, da bomo v parih letih dosegli to, da bo Luka Dončić sam zaslužil 100 milijonov evrov v komercialnem smislu, ampak še vedno bo tega slovenski šport imel precej, kajti velik del denarja bo potrošil v Sloveniji, bo končal v davčnih blagajnah, država bo mogla to spodbujati, da imamo take športnike v tujini in iz tega naslova potem več denarja nameniti skozi različne programe športa na nacionalni ravni, pa potem tudi na lokalni ravni. In sem prepričan, da čez 5, 6, 7 let, da bojo tukaj razmere vendarle boljše, kajti če so ratali takšni zvezdniki, kot jih imamo danes, pa pred 10 leti jih niso imeli oni teh vzornikov, kaj bo šele, ko imajo danes mladi, stari 10-12 let vzornike v Dončiću, Pogačarju, Rogliču, Oblaku, Šeškotu in podobnih. Se pravi, to je kot snežna kepa, ki bo čez nekaj let bistveno večja. No, nazaj na lokalno okolje, danes pravzaprav ena tekma ni več samo
gola tekma, ampak pravzaprav nek tudi družabni športni dogodek. Kaj bi svetovali klubom, da še lahko naredijo na tem področju? Predvsem se mi zdi, da v šport v lokalnih okoljih je seveda povsem drugačna zgodba kot šport v tem vrhunskem nivoju. Zato bi z tega naslova res pozdravil in pa čestitev občini in vsem, ki sodelujejo pri tej konferenci, da so pravzaprav na tak način pristopili tudi k reševanju teh dilem, izzivov, ki jih prinaša financiranje lokalnega športa. Tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da vsak lokalni športna organizacija se pravzaprav zaveda, kdo je, koga nagovarja, se pravi, čemu je namenjena. Namenjena vzgoji mladih športnikov, staršem, ki pripeljejo otroke v nek klub, da se ukvarjajo športom, tudi kakšne so pričakovanja v tem lokalnem okolju. In seveda vsi, ko iščejo denar, iščejo sponzorje, na nek način bolj iščejo pomoč pri tem. Tako da je v bistvu včasih, ko se govori o sponzoriranju, pa o vprašanjih, je zelo pomembno ločevanje od tega, kaj je pomoč, kaj je neka družbena odgovornost, ki jo nekdo v lokalnem okolju nameni za podporo in kaj je tisto pravo sponzorstvo, ker pride do tega, da nekomu daš nekaj, kar bo njemu koristilo. Zelo se mi zdi pomembno in poznam nekatere uspešne primere tudi iz tujine, da klubi gradijo na tem, da postanejo neka identiteta lokalne skupnosti v majhnih krajih, kot je recimo Ajdovščina, jaz prihajam iz Grosuplja, kjer imamo recimo ravno tako klub, ki igra v drugi ligi nogometa, tako kot Primorje. Oni so v bistvu zgradili okrog sebe eno močno skupnost staršev, ki so izjemno aktivni v klubu, ki pomagajo pri vsaki selekciji. Veliko so pozornosti posvetili, recimo na tekmah članske ekipe morda 200-300 gledalcev. Na Instagramu pa klub spremlja skoraj že 3000 ljudi. In to se mi zdi pomembno, da se zavedajo, da če želijo postati del neke lokalne zgodbe, potem pač moraš biti res na tem področju nekaj delati. In ne gre samo za to, koliko ljudi privabiš na tekmo, ampak kako živiš v tistem kraju, kako se vključiš. In mislim, da včasih je 100, 200, 300 nekih članov, ki jih nek klub ima, predstavlja že neko osnovo, neko bazo. Ti člani, pa so to starši, prijatelji, simpatizeri, predstavljajo nekomu, nekemu podjetju, nekemu sponzorju, potencialne kupce. In je zelo pomembno, da se tega na pravi način se nekdo zaveda, da tudi klubi, ljudje, ki so v klubih, ki skrbijo za to, razumejo, kako razmišljajo podjetja, katera želijo nagovoriti za to, da bi jim finančno pomagala. In danes imeti v enem klubu 300, 400, 500 staršev, ki so kupci avtomobilov, kupci nepremičnin, kupci zavarovanj, kupci bančnih storitev, se pravi, razpolagaš z neko javnostjo, ki je nekomu zanimiva. Nekdo razmišlja o tem, kako pride do teh ljudi in če mu seveda ti si sposoben ponuditi neko pot, je potem to lahko zelo uspešno. Jaz se spomnim našega predavatelja na konferenci Sporto, ki jo mi organiziramo kakšnih 10 let nazaj, je bil iz Anglije in govorc, ki je bil na zelo visoki poziciji, bil je šef marketinga in sponzorstev blagovne znamke Castrol v Angliji. Ravno takrat so bili oni sponzorji svetovnega prvenstva v nogometu. In je bil pri nas predavatelj, razlagal primere, kako na globalni ravni se oni s tem ukvarjajo. In potem je rekel, ampak najboljši primer sponzorstva, ki ga je on osebno kot nekdo, ki bo celo življenje na tem področju, je pa zgodba enega mojega prijatelja, ki se ukvarja z nepremičninami in on je sponzor nekega lokalnega nogometnega kluba, selekcije do 12 let, plača jim vsako leto toliko in toliko denarja, jim nameni kupijo opremo in pokrije neke stroške in vsako leto na koncu sezone on organizira piknik za vse starše. In takrat pride, če tam 20-25 otrok, na tistem pikniku se zbere teh 20-25 družin, staršev, on pokrije vse stroške in kaj je njegov cilj? Njegov cilj je, da na vsakem tem pikniku proda eno nepremičnino, nekomu, ki pač išče nepremičnino. In iz tega zaslužka več kot mu ostane, da pokrije spet naprej. Se pravi, tudi nekdo je zgolj v sponzorstvu ene selekcije, tistih 25 staršev, pa 30 staršev videl nek tržni potencial za neko dejavnost. Včasih je prodaja ene nepremičnine lahko nekomu prinese nekaj 1000 evrov in z veseljem polovico tega denarja nameni nazaj za delovanje kluba.
V tujini se predvsem uporablja tudi ta pojem hospitality, kako bi ga predstavili, oziroma ga je možno implementirati tudi v slovensko okolje. Hospitality je pač izraz, ki se uporablja pri trženju tako imenovanih VIP vstopnic, ker pač se določeni delu javnosti, ki jih to zanima, pač ponudi neka dodatna storitev, ki ni zgolj gola vstopnica. Ampak tukaj se skriva nek drugi potencial, ki ne rabi biti samo na nekih top dogodkih. Gre za neko združenje morda podjetnikov, ljudi iz gospodarstva, povezavi s športom. Kajti, ko ti ustvariš okolje, da na neko tekmo ljudje pridejo navijati za nek lokalni klub, so potem tudi bolj sproščeni v takem okolju in se tudi z določenimi ostalimi lastniki teh VIP vstopnic družijo, tam se lahko odpirajo neke nove poslovne naveze, dogovori. In spet se spomnim enega primera iz naše konference, imeli smo en primer kluba Gummersbach, nemški rokometni klub Gummersbach, iz enega zelo majhnega kraja, 50 km ven iz Frankfurta, ki je tako en tradicionalni nemški rokometni prvoligaš. Oni so razlagali, da imajo, mislim, da v kraju živi morda 15 000, 20 000 prebivalcev, ni veliko večje od Ajdovščine, ampak na vsaki tekmi imajo 4 000 gledalcev in prodajo 1000 VIP kart. Ampak to so VIP karte, ki so pravzaprav draže kot navadne karte, ki zraven vključujejo še neke hrane in pijače, ampak cilj je, da pravzaprav ti ljudje se potem med sabo družijo po vsaki tekmi, ne? In na tak način hkrati pomagajo financirati lokalni klub, iščejo nove kontakte in to je recimo tudi včasih v manjših sredinah, kjer ne zgleda, da je to možno, se da nekaj narediti. V bistvu ne gre za neko hohštapelarijo, da v bistvu da želiš, ne vem, nek višji nivo ustvarjati, ne gre bolj za to, da te ljudi znaš povezati v neko okolje, da pride z veseljem navijati za svoj klub, lokalni klub, a hkrati se druži z ljudmi, ki jih mogoče poznajo ali pa jih na novo spoznajo in beseda besedo, izmenjujejo se kontakti in vsak lahko pri tem tudi še nekaj si dodatno odpre neka vrata za posel, ki ga opravlja. Se pri nas tega nekako najbolje v tem trenutku leteva Maribor, nogometni klub Maribor. Običajno je infrastruktura tista, ki na nek način tudi odpre vrata temu. Ja, NK Maribor je kot klub, se mi zdi, v Sloveniji nekako najbolj uspel najti svojo vlogo v mestu, da predstavlja nek zaščitni znak tega mesta, ne. To je zelo pomembno, ker potem, ko enkrat to dosežeš, se vsi lažje identificirajo s tako zgodbo, od navadnih navijačev, mislim, običajnih navijačev, do gospodarstva, podjetnikov in podobno. Zdaj s novim štadionom in z VIP ložami, za nekimi posebnimi prostori, kjer se lahko po tekmi družijo takšni ljudje in je to seveda lažje, kot je bilo v preteklosti. Tudi v Ljubljani, v Stožicah so ti pogoji zdaj bistveno drugačni, kot so bili včasih, ko je bil stadion za Bežigradom, tudi to je pomembno in nekateri, tisti, ki tudi to razumejo in ki so konec koncev tudi v Planici je tako, veliko denarja se ustvarja ravno skozi prodajo tako imenovanih hospitality vstopnic, VIP vstopnic, imajo svojo ceno, ampak z nekim razlogom nekdo to kupi, če mu ne predstavlja dodane vrednosti, potem tega ne bo naredil. Če pa mu, če verjame, ne samo zato, da bo tam spoznal neke nove poslovne partnerje, tudi zato, da svoje poslovne partnerje pripelje v tako okolje in mogoče nekoliko bolj sproščenem okolju se pogovarjajo tudi o poslu, o nadgradnji obstoječih sodelovanj. Tako, to je praksa, ki je v svetu zelo močno razvita. Spomnim se pogovora z enim podjetnikom, ki je dejal, da ima VIP karto v Mariboru, da za vsako tekmo 70 €, tam dobi za ston pijačo, hrano in še druži se, tako da se več kot povrne, ker bi tudi sicer nekaj takega zabravil, če bi šel na tekmo. Ja, to je, mislim, včasih je tudi 10 takih kart, ki jih prodaš dovolj, da začneš, ne. Pa teh 10 ljudi med sabo začne širiti, vsak povabi še koga, pripelje na tekmo in se potem lahko iz tega naredi neka taka skupnost, neko to druženje. Ljudem, ki so v poslu, je to pomembno. Zdaj, nekomu drugemu je bolj pomembno, da ima možnost zgolj kupiti pijačo, hrano, da na drugačen način doživi tekmo. Tako da je treba v bistvu znati prepoznati različne segmente kupcev ali pa poslovnih partnerjev, ki jih neko društvo, klub želi nagovoriti za svojo aktivnostjo. Iz tega zornega kota še en primer iz enega manjših klubov,
ko so nekega sponzorja prosili, če pride zraven, pa jih je vprašal, kaj bom jaz imel od tega, pa potem je pristopil, pa so ga recimo peljali na sprejem Nogometne zveze Slovenije, pa se je tam fotografiral s Čeferinom, pa je navezal neke stike. Spravi, gre počasi, ni to čez noč, da bo nek feedback. Absolutno. Je pa se mi zdi ena stvar pomembna, no, prej, ko sem poslušal ta pogovor, se mi zdi zelo pomembno to, kar je Walter na koncu omenil, v bistvu to pogovarjanje, razumevanje, ne samo na strani športa, ampak se mi zdi, da tisti, ki želi na nek način prepričati drugo stran, podjetnike, potencialne sponzorje, mora predvsem zelo dobro razumeti, kaj oni počnejo, kako oni razmišljajo, s kakšnimi dilemami, težavami se oni srečujejo z izzivi. Tako kot športniki želijo, da v bistvu njih sponzorji poznajo, da vejo pravzaprav, kaj počnejo. Ne. Ta komunikacija mora biti vedno obojestranska in včasih se mi zdi, da šport preveč želi poslušati samo sebe, pa svoje potrebe, pa svoje želje in ne zna prisluhniti pravzaprav tisti drugi strani. Ne. In bolj, kot se znaš postaviti na drugo stran, se pravi na stran gospodarstva, res je, da morda športnik ali pa še posebej, kadar je nekdo sam, nima niti časa se s tem ukvarjati, ampak tako kot v vsaki izmenjavi ali pa v vsaki konverziji mora biti, če želiš nekomu nekega prepričati, moraš pač razumeti, kako on razmišlja. In tukaj se mi zdi, da ima šport še ogromno rezerve, da pravzaprav tudi ugotovi, kaj gospodarstvo na nek način sploh želi, kaj mu lahko s tem prispevaš. Tako kot je bilo prej rečeno, ja, ogromno je lahko na področju zadovoljevanja nekih aktivnosti z zaposlenimi, ne gre zgolj za izpostavitev nekega logotipa za oglaševanje. Poznam en zelo tak zanimiv primer, ko bi tudi meni na prvi pogled takrat tako, ga nisem takoj razumel. Recimo, mislim, da je bilo eno zanimivo sponzorstvo v Formuli 1 McLarena z eno družbo iz podjetja farmacije oziroma ne vem, logistike in tega, ki pravzaprav so jih želeli kot sponzorje, ne zato, ker bi želeli njihov denar, ampak ker so rekli, veste kaj, vi ste ekspert v logistiki, mi želimo vaša znanja, oziroma ne, obratno, se opravičujem. Podjetje je postalo sponzor ekipe v Formuli 1 zato, ker so rekli, vi ste eksperti v tem, kako v zelo kratkem času v pedoku zamenjate gorivo, gume in vse te stvari. In tukaj želimo, da vaši strokovnjaki iz ekipe lahko svetujejo našim ljudem, ki se ukvarjajo z logistiko, kako skrajšati določene procese in pravzaprav sploh ni šlo za oglaševanje, za promocijo, za klasično sponzorstvo. Ko nekdo natančno ve, kaj ima druga stran za ponuditi, potem je bistveno lažje pride do takšnega dogovora. In morda na prvi pogled gleda nekaj zelo banalnega, pa lahko, ne glede na to, ali se ti ukvarja z gorskim tekom, ali se ukvarja z nogometom, ali s katerimkoli športom, lahko podjetju, če seveda veš, kje ima podjetje izzive, kje ima težave, kje išče priložnosti, mu lahko ponudiš nek support, neko podporo in v zameno se vzpostavi neko sodelovanje, ki je win-win, ki nekomu drugemu pa prinese morda neko finančno podporo, ki jo potem potrebuje za to, da je lahko na svojem področju še boljši. Še pogled iz tega zornega kota sponzorjev, tudi tu ena osebna izkušnja iz pogovorov, recimo, ko so nekega sponzorja vprašali, če bi namenil nekaj denarja športu, pa ravno ni imel sredstev, so rekli, je skupuh. Ko je potem dal denar, je druga skupina ljudi rekla, ja, sigurno ima kaj za bregom, morda celo pere denar. Tako da so stalno nekako med kladivom in nakovanom tudi sponzorji. Mislim, da tukaj predvsem res je dobro razumeti, da ko govorimo o sponzorjih, sponzorstvo ni podpiranje. Tukaj moramo ločiti. Seveda, podpiranje je z neko zavestno odločitev nekoga, ki si lahko privošči, ki pač ima določen višek sredstev, da podpre dejavnost nekoga drugega. Zato, ker bodi si mu je ta dejavnost všeč, bodi si zato, ker verjame, da je prav, da se nekdo, da ga lahko s tem spodbudi, ampak to ni sponzorstvo. Sponzorstvo je, tako kot je neko oglaševanje, nekdo kupi neke pravice in če mu nekdo da pravico do izpostavitve neke oglasne površine na opremi, pa pravico, da se z njim povezuje z uporabo nekega imena, da nekdo reče, jaz sem pa se povezuje z Andrejo Slokar, zato ker pač je vrhunska športnica in blagovni znamki to nekaj pomeni.
pri nas, ko v bistvu sploh v lokalnem okolju, ko se išče financerje, se običajno govori, iščemo sponzorje. Ne? Ampak jaz tukaj res vidim veliko razliko med tem. Sponzorstvo je poslovni proces, kjer pravzaprav običajno v tujini sponzorji pridejo do sponzoriranca in rečejo, mi bi se radi z vami povezali zato, ker vemo, da nam bo to povezovanje koristilo. Ne zato, ker želimo vas podpreti. Podpiranje, donacija je pa bolj stvar neke družbene odgovornosti, posameznika, družbe, ki se odloči, da bo zavestno podpirala v nekem okolju, lokalnem ali pa nacionalnem, neko dejavnost, ker je to bodisi zdravo, ker je dobro, ker se želi mlade navdušiti nad tem. In tukaj je treba tudi drugačne poti ubrati. Seveda, potem nekdo reče, ja, je nekdo skupuh, dobro, nima vsak, morda tudi nima neke afinitete do tega, ga je treba mogoče z drugačnimi pristopi nagovoriti. Ena pomembna stvar se mi zdi, ki mi jo je zadnjič v pogovoru recimo potrdil predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, gospod Brodnjak, ki je rekel, športniki so izjemno zanimivi za poslovanje. Nekdo, ko konča športno kariero, je v podjetju lahko izjemno zaželjen, ker ima močne delovne navade, ker je v bistvu vajen ponavljajočih se dejanj, treniranja, ker je vztrajen, ker je navajen se srečevati s pritiskom, ker vse to ga šport naredi. In tukaj se mi zdi, da imajo podjetja, jim je treba tudi predstaviti, danes si športnik, jutri boš lahko nekomu zelo pomemben delojemalec. In danes konkretno se srečujemo s težavo, da ima ogromno podjetij težavo dobiti zaposlene. In si marsikatero podjetje želi najti zelo kvalitetne ljudi, ki bo zaposlilo. In se mi zdi, da so športniki lahko izjemno koristni, ker imajo drugačne navade. In tudi to je recimo nek razlog, zakaj v lokalnem okolju podjetja spodbujajo razvoj športnikov do neke točke. Ne bojo vsi vrhunski športniki, bojo tega želeli, ampak ko bojo pri 20, 22, 25 letih zaključili svojo športno pot, bojo pa lahko izjemno koristni na drugih področjih. Tomaž Ambrožič, kako bi komentiral besede, ki sem jih slišal od enega od oglaševalcev, ki je njel nekako tako, pol denarja, ki ga podjetje nameni za oglaševanje, je ponovadi vrženega proč, ampak težava je v tem, ker ne vemo, katera polovica. Ja, to mnenje je že kar staro, morda tudi ravno zato, ker je šport tudi v sponzoriranju je včasih lahko tudi rizičen. Nikoli ne moreš predvideti poškodbe, postane sponzor nekoga, se poškoduje, si lahko eno leto podpišeš pogodbo, pa nimaš veliko od tega. Tudi v oglaševanju je podobno, da čeprav danes to digitalizacijo se je stvar zelo spremenila, kajti danes podjetja, ko vlagajo skozi na digitalnih kanalih v oglaševanje, natančno lahko sledijo, koga želijo ciljati. In danes tudi socialno mrežje ali pa elektronski mediji ti lahko dajo podatek, oglas je videlo toliko in toliko ljudi, stari so bili toliko in toliko, moškega, ženskega spola, s takšno izobrazbo in podobno. Vedno manj je tega, vedno bolj se seveda morajo vsi blagovne znamke stremijo k temu, da morda zgrešijo 10%, ne pa 50%. Ne. In to predstavlja morda v športu, ker seveda bi vsi želeli biti poleg ob rezultatih. Ampak je pomembna druga stvar, športniki ali pa športni klubi, sploh tisti veliki, ki na sebe vlečejo mase, množice, so izjemno priljubljeni tudi takrat, ko nimajo rezultatov. En zanimiv primer je recimo, dobro, v tej naši soseščini, recimo nogometni klub Hajduk, je bil nazadnje hrvaški državni prvak, mislim, da leta 2010. Oni kljub temu, da nimajo uspehov, da so ves čas v senci Dinama, so uspeli, imajo 90,000 članov, ki plačajo članarino, ki izražajo pripadnost svojemu klubu. Oni samo iz naslova članarin na letni ravni dobijo preko 1 milijon evrov. Ampak niti ni toliko to pomembno, da dobijo ta denar teh 1 milijon evrov. Pomembno je, da ima klub, kot je recimo Hajduk, bazo 90,000 navijačev, ki, kot sem prej rekel, nekomu predstavljajo izjemno zanimivo ciljno skupino kupcev, ki jih želijo nagovarjati. To je v bistvu največja vrednost kluba.
več kot rezultat na igrišču. Če si ti močan kot znamka, se pravi klub kot blagovna znamka, potem si zanimiv za navijače, tudi ko ni rezultata. In to je razlika, ki športne znamke loči od blagovnih znamk. Ko si nekdo, ki rad pije neko pijačo ali pa nek izdelek, ga kupuje, ta izdelek se pokvari, ni več dober, kupiš drugega, mu ne boš ves čas sledil. Medtem ko pri športnem klubu, ko si navijač nekega kluba, boš z njim dejansko v dobrem in slabem. Če ta klub uspe ustvariti to povezavo z navijači. In to je recimo en dober primer, recimo ravno ta primer Hajduka. V slabih časih ne morejo biti prvaki, ampak jih ne prepričuje, da ne bi pa zelo močno zgradili to svojo bazo pripadnikov, simpatizerjev, navijačev, ki pač želijo biti povezani s klubom. Že prej si omenil tudi družbena omrežja, katero je trenutno najbolj in, morda TikTok, oziroma kaj svetovati na tem področju? Tudi jaz nisem del te generacije, ki je pravzaprav zrasla z družbenim omrežjem, ampak se spomnim recimo časov, ko sem deloval v klubu v začetku 90-ih, ko so imele novinarske konference popolnoma drugačen pomen, kot ga imajo danes. Če nisi dobil novinarjev, ki bi prišle, ki bi pisali o tebi, pravzaprav nisi obstajal. Danes se je stvar spremenila in vsak športnik, vsaka športni kolektiv pravzaprav lahko ustvari svoj lasten medij. Bolj kot se resno s tem ukvarja, močnejši ta medij je. To ne pomeni, da več ne rabiš novinarjev in medijev, ampak zdaj mediji tebe sledijo. Ti si pravzaprav tisti, ki daš informacije, ki pridejo tako do medijev, kot neposredno do navijačev. In se mi zdi, da so družbena omrežja za šport naredila ogromno. In si danes kar težko predstavljam, na kateri točki bi bil šport, če danes ne bi imeli teh družbenih omrežij in če bi bili odvisni zgolj in izključno od medijev. Danes vidimo, da so določeni športni klubi na globalni ravni imajo bistveno več sledilcev, kot jih imajo recimo največje medijske hiše. En BBC v Angliji kot najmočnejši medij se po številu sledilcev ne more primerjati z enim klubom, kot je recimo Arsenal, Liverpool, Manchester United. Kaj šele z nekaterimi posamezniki, ki vemo, kakšno močno sledilstvo imajo. Tako da je absolutno so pomembni. Predvsem zato, ker omogočajo športnikom, klubom ali še bolj morda športnikom posameznikom, da ustvarijo neposreden stik s svojimi navijači. Vem, da je to morda nekomu težko, morda nekdo ni vajen, je bolj zadržan kot oseba in je težko, ampak je pa neka stvar, ki pravzaprav da športniki že danes razmišljajo, da ko bodo končali svoje kariere, zdaj nekateri bodo želeli se vrniti v neko anonimnost. Nekaterim pa ravno ta socialna mreža omogočajo, da lahko tudi po koncu kariere ostanejo zanimivi, še vedno na nek način lahko živijo od tega, če znajo pravilno, če ustvarjajo neko svojo osebno blagovno znamko. Se pač povezujejo z drugimi znamkami, veliko športnikov se na tem področju našlo, ne vsi. Nekatere to dejansko ne zanima, niti nimajo, želijo ohraniti neko svojo zasebnost, tako da ni nujno, da pač stvar želja in pa tudi talenta, konec koncev, ki jih nekateri športniki imajo. Ampak mislim, da je to dobra stvar za športnike, da pa je pomembno, da se tudi športniki zavedajo, kako se pravzaprav sploh uporablja socialno mrežje. Ja, vsaka generacija prihaja z novimi. TikTok je danes za ciljno javnost staro 10, 12, 13 let, ki včasih podcenjujemo, ki mislimo, da še ni pomembna, pa je pomembna tudi zato, ker vemo, da začneš pri 10 letih te neke stvari zanimati in ko si pri 10 letih, ne vem, navijaš za nek klub, boš tudi pri 18, 20, tako da je, ampak se mi zdi, da je še vedno nekje pa športnikom najbolj primeren, lahko največ naredijo z Instagramom, ki se mi zdi, da je nekje ima najširši doseg, pa predvsem omogoča, da bolj za sliko, z nekim videom, pravzaprav fanom, navijačem omogočaš vpogled v neko okolje, ki je običajno, tudi mediji nimajo dostopa do njega. Če bi sam kot strokovnjak za trženje pravzaprav dal na tehtnico, torej družbena omrežja oziroma te tradicionalne medije, kam bi se nagnila? Ne gre za nekaj, kar bi rekel eno ali drugo. Bom rekel, vsak medij, vsak ta kanal ima svoje prednosti in slabosti, in eno in drugo absolutno. Tradicionalni mediji so pač drugačni mediji. Družbeni so, bom rekel, bolj osebni.
in imaš bolj osebni pristop, tako da pravzaprav je potrebno biti dostopen in izkoriščati oboje. No, nekaj sta že rekla tudi o tem, kako privabiti gledalce na tekme. So še kakšni triki, recimo vi ste kot podjetje, seveda spomnim se Evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu, kar velik boom se je takrat naredil in nihče ni pričakoval, da bo recimo toliko gledalcev v Stožicah, mislim, da okrog 100 000, več kot Planici recimo celo, ne? Ampak kar nekaj akcij je bilo, ki so nekako animirale občinstvo. Tudi morda tiste, ki jih ni toliko vse skupaj zanimalo. Ja, tudi nam je bila to takrat kar ena zanimiva izkušnja, ena šola, predvsem smo se takrat prvič srečali z ljudmi iz UEFA, ki so pravzaprav nas uporabili, da smo začeli z neko močno kampanjo tega dogodka že eno leto pred samim prvenstvom, z zelo jasnimi cilji, z načrtom, kaj želimo doseči. Mi smo takrat si zadali cilj, da želimo, mislim, da 3-krat razprodati dvorano Stožice, kar je bilo za nek šport, kot je dvoranski nogomet, takrat zelo optimistično, še posebej v Ljubljani, ki praktično nima kluba v dvoranskem nogometu. Ampak vse te stvari, ki smo jih delali leto dni do dogodka, ko smo pokal odpeljali v vse te v sredine, kjer je pa futsal bil razvit, z sodelovanje z nekimi ambasadorji. Zanimivo, takrat se nam je zelo obrestovalo sodelovanje s Tino Maze kot ambasadorko Evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu in je marsikoga presenetilo, da smo angažirali smučarko, ki pa vemo, da smo vedeli, da v bistvu rada igra nogomet, da je vedno igrala nogomet na ogrevanju. Cel kup nekih načrtnih aktivnosti, ki so bile izvedene leto dni do dogodka, na koncu so se pokazale, da so bile pravilno zastavljene in mi smo takrat 4-krat nam je uspelo razprodati dvorano, ustvariti vzdušje tudi s tem, kar se v dvorani dogajalo, da so ljudje, ki so bili morda prvič na tekmi dvoranskega nogometa, spoznali ta šport, da je izjemno atraktiven, da je morda še bolj dinamičen kot pravi nogomet, ker se vse skupaj odvija bolj hitro, bolj atraktivno in za marsikoga je bilo presenečenje. In na podoben način smo se tega lotili tudi pri odbojki, ko je bilo Evropsko prvenstvo v odbojki leta 2019. Spomnim se, prvo tekmo na prvenstvu Slovenija odigrala z Belorusijo, takrat je bilo v dvorani 3800 gledalcev in to je bil rekord kadarkoli, da je slovenska odbojkarska reprezentanca odigrala pred tako velikim občinstvom. Da je bila dvorana polprazna, več kot polprazna. Ampak na koncu, ko smo igrali polfinale s Poljsko, je bilo 13 000 gledalcev in če bi imeli prostor, bi prodali verjetno 30 000 vstopnic. Ampak dejstvo je, da ljudje, ki so morda prvič prišli na ta šport, so ga spoznali, so uživali v vrhunski odbojki, v tem, kaj je odbojka kot šport, ki morda prej niso niti imeli možnost spremljati vse omogoča. In to je potem v bistvu ljudje navdušilo. In tudi to lanskoletno svetovno prvenstvo je bilo posledica tega, da so bile tekme praktično razprodane. Tudi pri ne tako nizkih cenah kartah, kar se je morda v Planici izpostavljalo, jaz se spomnim, da prva kategorija je bila cena 50 €, vedno je bila takoj razprodana. V Planici je bilo 35 €, pa so ljudje govorili, da je to predrago. Tako da tudi tukaj v bistvu, tako kot na vsakem področju, če se lotiš nekih stvari sistematično, z nekim znanjem, potem na koncu sledi rezultat, tako kot v športu. Če treniraš po občutku, ne boš nikoli vrhunski športnik. In tudi v tem obstranskem poslu mora biti v ozadju neko znanje, poznavanje, sistematika in potem pride do rezultata. Ampak stalno se seveda vračamo v domače okolje, to so neke stvari, ki so bile na državnem, pravzaprav evropskem nivoju, kaj pa v domačem okolju je marsikaj drugače. Ja, ampak na koncu smo v bistvu vsi smo ljudje. Zdaj, v Sloveniji nas je 2 milijona, v Ajdovščini vas je slabih 10 000 v mestu ali pa v občini 20 000. Principi, kako navdušiti nekoga, so podobni. Jaz mislim, da je predvsem zelo pomembna ta komunikacija. Tudi recimo za lokalni klubi so lahko več kot zgolj športna društva, po mojem mnenju. Če želijo predstavljati lokalno skupnost, mesto, potem je prav, da razmišlja tudi o tem, kako so lahko koristni za to lokalno okolje, tudi morda
na področjih, ki nimajo neposredne veze s športom. Bodisi je to na nekem dobrodelnem področju, nekaj družbeno odgovornih aktivnosti, kjer lahko pomagajo takrat, ko pridejo neke potrebe, zato da se ljudje potem lažje z njimi identificirajo, da so ponosni na Primorje, na rokometašice, rokometaše, na katerekoli, na košarkarje. Ja, ne moreš napolniti dvorane z 5000 gledalci morda, ampak mislim pa, da se da izbrati 1000, če si v komunikaciji zelo načrten, da pravzaprav, da jih s tem, tudi morda skozi socialna omrežja vidijo, kaj se v klubu dela, da jih potem s tem navdušiš, da te pridejo podpreti. Jaz mislim, da je to možno, da to ni nemogoče, je pa res, da se pogosto, to jaz opažam, vedno se najprej v športnih sredinah vlaga, kar je sicer prav, v športnike, v trenerje, da se pa pozablja na ta support, ki je pravzaprav včasih bolj odvisen od nekih entuzijastov, od ljudi, ki imajo čas, ki to delajo brezplačno, bolj kot pomoč, so pa ta področja komuniciranja z javnostjo, objavljanja na socialnih omrežjih izjemno pomembna za to, da se naredi iz kluba znamko, ki bo pritegnila ljudi. In tukaj mislim, da je prav, da to ni samo, to bo pa mogoče nek študent ali pa nekdo imel, ki ima čas, pa bo nekaj objavljal. Bistveno bolj pomembno tudi to področje, če se želi na koncu res narediti, da bo na nekem dogodku, neki tekmi 1000 gledalcev ali pa 2000 nekoč, pa da bojo ljudje, tudi če ne pridejo na tekmo, da spremljajo delovanje kluba. Danes je to, da bo Primorje lahko na Instagramu 3-4 tisoč sledilcev, to ni nemogoče, lahko jih ima 10 000. To je že velika skupnost, to si že v bistvu svoj medij s tem postaneš. In zato se mi zdi tudi zavestno treba vlagati na ta področja. Ker šele potem bo morda sponzor bil že zadovoljen, če bo dobil nekaj objav na teh socialnih omrežjih kluba, ne bo šlo samo zato, da bo hotel imeti reklamo na sami tekmi. Oziroma predvsem razviješ več nekih možnosti, ki jih lahko drugim znamkam ponudiš. Počasi se približujeva zaključku pogovora, potem bo sledil odmor, ampak vendar še eno vprašanje. Sej že v prejšnjih odgovorih si nekako namignil, kaj je kakšen generalni nasvet gospodarstvenikom, ki se odločijo vlagati v šport? Mislim, da mora biti vedno dvostranska, vsak mora prepoznati na strani drugega neke koristi. Recimo, meni se zdi, da je ravno to za neka lokalna podjetja vedno bolj pomembno postaja, da spodbujajo ukvarjanje športom, zato, ker to so konec koncev kasneje lahko njihovi zaposleni in tudi njihovi potrošniki, če gre za neko podporo. In če seveda podjetje si to lahko privošči, če je uspešno, je prav, da v lokalnem okolju šport spodbuja, da ga usmerja. Ne vedno in izključno zgolj z denarjem. Včasih lahko tudi z nekim znanjem, ki ga lahko klub izkoristi potem za to, da bo lahko bil uspešnejši. In obratno, tudi klubi lahko podjetjem ponudijo določene znanja. Tako da se mi zdi, da je morda napačen pristop, se mi zdi, ko pravzaprav klubi zgolj in izključno iščejo zgolj samo finančno pomoč in pa financiranje strani gospodarstva in lokalnih podjetnikov. Pri tem bodo po mojem težko uspešni. Mislim, da morajo na nek način ponuditi neko zgodbo, ki bo tudi lokalne podjetnike jim pokazala, da so pravzaprav s tem, ko so jih podprli, so dobili posredno nekaj nazaj, ne samo skozi neko izpostavitev logotipa, ampak da imajo občutek, da so prispevali k temu, da v tem okolju rata en dober klub, ki ne rabi morda biti najboljši na nekem vrhunskem nivoju, predvsem pri delu z mladimi, zato da v bistvu do tistih 16, 17, 18 let, da se je lahko v vsakem okolju klub, ki želi biti državni prvak v nekem športu, morda v članski konkurenci je to težje, ker je morda sredina premajhna, morda pa nekoč tudi to rata. Ni vse v velikosti, to vemo, ampak vem, recimo jaz sem v Gorsuplem, ker so pač moj prijatelj, predsednik kluba Brinje, ki kot sem rekel v drugi ligi, in sem jaz rekel, niti ni pomembno, da ste greste iz tretje v drugo ligo. Bolj pomembno je, da ste recimo državni prvaki v kadetski kategoriji. To so lani bili in to se mi zdi uspeh. In s takim uspehom lažje nagovarjajo tudi lokalna podjetja. Nekdo pa misli, ne, če bomo po drugi ligi ali pa morda v prvi ligi, bo potem denar prišel. Mislim, da ne, da ravno obratno.
Podjetja bodo rekla, bodi najboljši tam, kjer pač ni vse odvisno od denarja. In je bolje vlagati v dobre kadre, v delo z mladimi, potem pa Grosuplje je premehen, da bo igral kadarkoli v prvi ligi. Ali pa v že druga liga je morda prevelik zalogaj. Morda še en segment v športu ni mecenov več in donatorjev, so zgolj sponzorji? Ne, jaz mislim, da so. Mislim, da je ravno Ajdovščina ena zgodba, ki se mi zdi tako za nekoga, ki strani opazuje, kaj se dogaja, pa ki nisem iz tega okolja, se mi je zdela ta zgodba vašega podjetnika Boscarola res vredno vsega spoštovanja in sem prepričan, da bo pustilo zelo močne sledove. Ta njegova donacija, ki je bila namenjena ajdovski občini, je en prvih takšnih primerov, kjer se je nekdo tudi tako javno bil pripravljen izpostaviti in zelo zavestno povedal, zakaj to počne. In jaz sem prepričan, da tako kot se bo razvijalo gospodarstvo in v Sloveniji, pa tudi v lokalnih okoljih, da mu bojo na račun te poteze sledili tudi drugi. Morda na svoj način, tako kot si bodo oni neke stvari predstavljali, tukaj treba jim pustiti proste roke, ampak v tujini šport marsikje sloni na teh mecenih. Pri nas ti meceni tudi, če so bili v preteklosti želeli biti zelo skriti in se niso želeli izpostavljati, tudi zato, ker so se bali, če bom dal enemu, bojo hoteli vsi. To je ta bojazen, ki jo pač imamo, ampak se mi zdi, da se bo to tudi spremenilo morda z nekimi novimi oblikami, ampak tisti, ki bodo bili uspešni, bodo lahko predstavljali navdih ostalim v nekem lokalnem okolju, da tudi oni postanejo uspešni. In tudi verjamem, da šport lahko predstavlja tem podjetnikom navdih, da v vsaki lokalni sredini so posamezniki, ki so vrhunski. V Ajdovščini ste pokazali, da jih imate ogromno, zato se mi zdi, da ta odnos med podjetniki in športom bo vedno obstajal in verjamem, da ne bo samo na ravni sponzorstva, podpiranja, tudi na ravni mecenstva, ker se ljudje zavedajo, da pravzaprav moraš najprej omogočiti neke pogoje, potem šele lahko pričakuješ tudi morda neke rezultate. Tomaž Ambrožič, še moje predzadnje vprašanje. Danes pravzaprav, ko sedeš na kavč, klikneš in imaš cel svet v prenosih katerikoli športni dogodek, pravzaprav tudi na domačem področju vseh klubčev, celo nižji ligaši imajo že prenose svojih tekem na Facebooku, kjerkoli. Je tudi to ena težava, kako privabiti gledalce? Ali je to po drugi strani plus, o katerem si govoril, torej, točno to, da so sledilci? To je plus, zato ker danes ima vsak pameten televizor, YouTube kanal in danes je zelo bistveno enostavne kot v preteklosti uživo snemati tekmo, neko nogometno tekmo z eno kamero in hkrati to prenašati in pripeljati v dnevno sobo. Makar je tudi, če je to samo za 100 staršev, ki pač želijo gledati tekmo svojega otroka ali pa nekega lokalnega kluba, bodi si doma, bodi si ko igrajo v gostovanju, ampak to je prvi korak. In danes tistih 100-200 gledalcev, ki bo spremljalo na YouTube prenos, že predstavlja neko osnovo, nek začetek. Morda bo nekoč 1000, 1500, 2000, ampak tukaj je treba začeti. In to je velika prednost. 20 let nazaj je bilo to nepredstavljivo, da bi nekdo v neko selekcija v nogometu ali pa v rokometu ali pa v košarki U12, U14, da bi lahko stari starši doma prek televizorjev spremljali te tekme. Tudi korona je marsikaj pomagala tu, tudi ko gledalci niso smeli dvorane. Ja. Tomaž Ambrožič, še zadnje vprašanje. Vem, da se pristaša Arsenala, boste prvaki letos. Upam, želim si. Ja, kakšen vpogled v njihovo delovanje, kar se popularizacije nogometa tiče? Jaz sem bil od majhnega navijačka Duka, to me je pač oče zastrupil s tem in sem tako zelo čustveno spremljal nogomet in ta šport. Potem sem bil tudi od majhnega navijača Liverpoola, tako klub, ki mi je pač, spomnim se, sem že tam v 70-ih letih njihove tekme gledal po televiziji, ko so bili evropski klubski prvaki in sem bil dolgo časa velik navijač Liverpoola. Do trenutka, ko je naše podjetje imelo, mi smo v 90-ih, v začetku dobe 2000 bili lastniki televizijskih pravic za angleško nogometno ligo in takrat smo tudi v bistvu angleško nogometno ligo pripeljali in na TV Slovenijo in takrat na Šport TV, so se prenosi začeli v Sloveniji in enkrat sem bil povabljen njihove strani lige na eno tekmo v London. Slučajno je bila to tekma Arsenal Middlesbrough, ki je Arsenal dobil 7-0 in
takrat moram reči, da me je pravzaprav na nek način navdušil, oziroma cela zgodba, ko sem se bolj podrobno spremljal takratnega trenerja Arsenala Arsena Wengerja, ki je pravzaprav kot ekonomist šel postal tudi trener in je pravzaprav naredil zgodbo iz Arsenala v način, da je pravzaprav bil samo vzdržen. Ne z dragimi nakupi zvezdnikov, ampak z vzgojo igralcev, ki jih je pripeljal v klub, naredil velika imena, zgradili so ogromen stadion, pravzaprav iz lastnih sredstev. Mi se mi zdela to nek tak vzorni model, tega vrhunskega nogometa, ki mi je neprimerno bolj všeč, kot pa nakupovanje, investiranje ogromnih zneskov v nogomet, ampak vzgoja lastnega kadra. In od takrat naprej sem njihov navijač, sicer odkar ne vem, za njih še niso bili prvaki, tako da upam, da bom enkrat to dočakal. Je morda še v dvorani kakšno vprašanje za Tomaža Ambrožiča? Imamo priložnost, imamo strokovnjaka za marketing tu na našem odru. Izvoli. Okay. Kaj slovenski klubi ne delajo, da bi napolnili stadione dvorane? Kolikor smo slišali, po svetu so primeri, kjer 15.000 ljudi živi in je na vsaki tekmi 4-5 tisoč ljudi. Kaj manjka v Sloveniji, da bi morda to dosegli, ali sploh to možno? Jaz mislim, da se v Sloveniji v preteklosti preveč poudarjalo, da je rezultat tisti, ki bo pripeljal tudi gledalce. Da pravzaprav, če bo rezultat uspešen, potem bodo vsi prišli, potem bodo prišli sponzorji in potem bo vse. In sam se spomnim, da tudi ko sem sam deloval v klubih, da sem tudi sam na lastni koži spoznal, da temu ni tako. Tisto, kar manjka je, tako kot pri katerikoli znamki, ki jo nekdo želi poslati na trg, da ta znamka dobi svoje kupce, je uspešna, po njej povprašujejo, je zelo pomembno, da tistim, katerim, recimo v tem primeru gledalcem, želiš prodati to storitev, da pride na tvojo tekmo, da si konsistenten v komuniciranju, da oni poznajo to, kar počneš in da ga pritegneš s tem, kar počneš. Tako kot z izdelkom, ki ga daš na polico, če ta izdelek nima dodane vrednosti, če nima dobre komunikacije, ga nihče ne bo kupil. Ampak tukaj običajno klubi nimajo dovolj kadrov, nimajo sredstev, da bi tudi ta del pokrili. Običajno je fokus na športnem delu, na rezultatu in tudi kot rezultata pride, potem si upajo, zdaj bo popolna dvorana. Se zgodi, Slovenci smo zelo euforični, tudi zelo hitro znamo skočiti, ko je uspeh, pa potem se to obrne, ko uspeha ni. Ampak se mi zdi, da če bi želeli vzpostaviti ta odnos z navijači, da navijači hodijo na tekme zaradi druženja, zato ker pač podpirajo lokalni klub, da mora biti neko večletno delo, tako kot vse ostalo, zato da ljudje rečejo, danes je pa sobota zvečer, grem pa na tekmo, grem v dvorano, tam bom srečal prijatelje, tam se bom podružil, hkrati bom navijal. Ne prije to čez noč, ampak redko katera lokalni klub v lokalnih okoljih ima sredstva, ima ljudi, da bi to lahko počel. Ker je vedno premalo denarja in tudi ko ga je, gre najprej v neke druge stvari, ki so morda razumljivo, imajo prednost pred tem. Ampak, če želimo to spremeniti, potem moramo tudi temu področju dati dovolj velik poudarek, tudi konec koncev najti sredstva za to, da bodo klubi lahko imeli ljudi, PR-ovce, komunikatorje, ki bodo vsak dan, ne samo popoldan, ko ima čas, da bo tudi ta del moramo sprofesionalizirati na nek način. In jaz verjamem, da imajo sredine, ki imajo po 5-10 tisoč gledalcev, imajo dovolj potencijala, morda ne 1500, ampak da na tekmah pride po 500 ljudi, ki jim je to druženje v lokalnem okolju, se dobro imajo, po tekmi še se držijo, nekaj spijejo, in tukaj najdejo način, kako tudi od tega nekaj lahko zaslužijo. Tako da ne smemo reči, da je to nemogoče. In imamo primere tudi v tujini, spomnim se primerov Beljak v hokeju, ki je tudi majhen kraj, oni imajo vedno razprodano dvorano, imajo 3000 letnih kart prodanih. Zato, ker se želijo, ker jim ta toliko v lokalnem pomenu toliko pomeni. In mislim, da to ni nemogoče, da se tudi pri nas to zgodi. Še kdo? Mene pa zanima vaš pogled na ločnico med sponzoriranjem rekreativnega športa in pač bolj profesionalnega. V bistvu je vse odvisno od tega, kakšen cilj ima recimo znamka, ki se odloči za sponzorirati, če jasno ve, koga bo nagovarjala skozi rekreacijo, koga skozi vrhunstvo. Pri rekreaciji običajno nagovarjaš aktivne udeležence, se pravi, ne nagovarjaš mase.
Pri vrhunskem športu nagovarjaš predvsem gledalce, bodi si po televiziji, ki spremljajo, bodi si v dvoranah, na stadionih. Ampak ključno se mi zdi pri znamki, ki pač želi iti v sponzorstvo, da pravzaprav, seveda, če ve, kdo je ciljna skupina te znamke in če prepozna, da je to med rekreativci, potem bo šla v rekreacijo, ker bo vedela, to so naši kupci. Ne? Potem morda tudi, če jih je manj, bodo lahko je celo lažje z njimi komunicirati. Če greš nagovarjati, danes aktivne kolesarje, tekače, seveda jih v Sloveniji morda ni 100, 200 tisoč, 300 tisoč, kot jih recimo gledalo zdaj skoke iz Planice, ko je gledalo 400 tisoč gledalcev odločilno serijo. Ampak bolj pomembno je, da prepoznaš, da recimo, če greš v rekreacijo, nas zanimajo tisti, ki se aktivno ukvarjajo športom, kolesarji, tekači, če so oni vaša ciljna skupina, potem je bolj smiselno se v to usmeriti, ne? Ker vsak zasleduje cilje, ki se jih postavi. Če pa je nekomu večji, bolj pomemben cilj zgolj graditi na neki prepoznavnosti in iskati širši doseg, potem je zagotovo vrhunski šport tisti, ki ta širši doseg lahko doseže. Čas se nam izteka, Matjaž, ne? Še eno vprašanje, če je morda. Izvoli, Miloš. Ja, vajdušni radi rečemo, da se nikoli nič ne dogaja, ko se kaj dogaja, pa nobenega ni. Kako ocenjujete obisk današnjega dogodka? Meni se zdi, da je to, kot sem že rekel, super se mi zdi, da je ta dogodek, da se je zgodil. In tudi mislim, da ste prišli tisti, ki vas to zanima. Je logično, ne zanima to področje vsakega. Mi organiziramo eno podobno konferenco sporta, da je že 19 let in vem, ko smo organizirali prvo, pa vem, da je trajalo prvih 5 let, da se je to sploh prijelo. In zdaj, ko smo imeli 19. v Planici, je bilo popolnoma drugače, kot je bilo na začetku. Ampak včasih smo tudi preveč zahtevni, ker pričakujemo, da bodo kar vsi prišli. Ne? Danes vsi imamo težavo, ker smo preveč aktivni, premalo časa imamo in je danes, včasih je celo bolj večja težava najde čas kot pa denar. Zato, ker enostavno nimaš dovolj časa za vse. Ravno zato tudi te klubi, pravim, ni vedno samo, ali imaš polno dvorano, danes lahko tekmo res spremljaš doma, tudi če nimaš časa iti ali pa na socialnem omrežju. Tudi jaz sam ne gledam veliko, spremljam stvari čisto na drug način, ker si enostavno ne moram vzeti vedno 2 ure časa, da si pogledam neko tekmo. Ampak se mi pa zdi, da pa zagotovo v Ajdovščini, če tako gledam kot nekdo strani, imate res razvit imate šport zelo dobro razvit, imate vedno dobre posameznike in ne vidim, da je to neka zelo velika težava, če morda niso vedno polne tribune. Treba je tudi spremljati ljudi, ki so pasivni gledalci, ki vejo, kaj se dogaja, morda pa res ne pridejo na tekmo, ampak tudi ti so na nek način spet lahko zanimivi sponzorjem, ker so drugi kanali, skozi katere ti ljudje spremljajo, bodi si rezultat tekme, bodi si kako se klub razvija, berejo novice in pa kar se mi zdi pomembno in to mislim, da imate tukaj zelo dobro, je vloga lokalnih medijev. Lokalni mediji omogočajo, da se pravzaprav šport spremlja, tudi če ga ne priješ v živo gledati. In to ni v vseh sredinah, niso ti lokalni mediji tako močni, so pa ključni za razvoj lokalnega športa in zato tudi vem, da je pač pobudnik lokalni medij te konference, to se mi zdi absolutno prava pot in treba samo na tem ustrajati. Lepa misel za konec, to je torej ta del. Tomaž Ambrožič, hvala, da si bil z nami, verjetno bo še ostal v naši družbi, sicer pa sledi odmor, potem pa še okrogla miza in podelitev nagrad. Hvala pa skupaj, hvala Tomažu.